Živel sem. Jaz upam, da tokrat še zadnjič govorimo o aferi Avdić. Zakaj se mi zdi pomembno o tem govoriti še enkrat? Zaradi tega, ker v zadnjih dnevih lahko strani SDS-a, avtoritarcev in njihovih podaljškov beremo res grozljive stvari še naprej o Denisu Avdiću in o njegovi ekipi. Zakaj se mi zdi pomembno te stvari pokazati? Zaradi tega, ker verjamem, da če se borimo proti avtoritarizmu, moramo razumeti njihov učbenik in moramo razumeti, kaj delajo. In ena od stvari, ki jih počnejo, je, da skušajo ustvariti umeten občutek tega, da smo razdeljeni, da skušajo narediti umeten občutek tega, da je družba polna škandalov in skušajo vzpostavljati ljudi kot druge, tiste manj vredne. Eden od teh ljudi, ki to intenzivno počne, je tudi Peter Rupar. In Peter Rupar je v zadnjih dnevih posnel več videov, kjer govori o Denisu Avdiću in o drugih ljudeh. Jaz sem naredila transkript tega, kaj govori, ne želim deliti njihovih videov, ker tega ni vreden, ampak hočem, da slišite, kaj izjavlja ta človek. Rad bi sporočil samo par stavkov o tem Denisu Avdiću, o tem Bosancu, ki se je z družino pritepil v Slovenijo. Takrat, ko mu je rep stisnilo dol v Bosni, ker se ni boril za domovino, ampak prišel sem zajedati Slovencem. Eno stvar, Denis, glej, v Riti si bil, sam si bil tako zmešan, da si iskal psihiatra. Norca se delaš iz Slovencev. Tale tvoja komedija, Janezi, pa tiste prde, pa tiste želvice, glej, to je balkanizem, ki ga sprejemajo izključno samo tisti, ki so tvoji plačniki. Enostavno pa spadaš med odlaskove tako imenovane smetarje in nisi vreden nič. Nisi vreden naše pozornosti, nisi vreden ničesar, še najmanj našega denarja, ki ti ga dajo ljudje. Mi ga dajemo, ki delamo. Ti lump se pa norca delaš iz nas. Slovenci, ignorirajte te njegove prireditve Radio 1, te kozlarije odlaskove. Ali vi ne vidite, da je vse to namenjeno samo zato, da potovčejo nas Slovence? Ne dovolite več. Peter Rupar to objavlja dan za dnem in žal. Žal na podlagi narodnosti, žal na podlagi osebnih okoliščin, žal družino, žal pač otroke. In to je vse nedopustno in grozljivo. Zakaj to počne? Zaradi tega, ker Denis Avdić in ekipa dokazujejo, da v resnici Slovenija ostaja povezana. Slovenija je povezana takrat, kadar se gre za dobrodelnost. Slovenija je povezana takrat, ko se gre za to, da morajo ljudje stopiti skupaj in narediti nekaj dobrega. Pa naj so to podpisi za brezplačna kosila za vse otroke, zaščita čiste pitne vode ali pa pomagati ljudem v stiski. Z Denisom Avdićem pa z ekipo delajo ljudje, ki volijo različne stranke, delajo duhovniki, delajo znani ljudje, delajo vsi, ki jim je mar za druge. Zakaj? Zaradi tega, ker nas povezuje ta skupna želja po solidarnosti in skupnosti. Kaj delajo avtoritarci na drugi strani? Pač razvajajo, lažejo, delajo škandale, žalijo in pač širijo stranje. Čeprav so oni sami bili poslanci in takrat trdili, da upokojenci živijo dobro, čeprav so sami bili v zaporu zaradi korupcije, čeprav sami so del najrazličnejših škandalov. Ne. Oni ustvarjajo lažne novice in širijo vse to. In zakaj se mi zdi pomembno o tem govoriti? Zaradi tega, ker se moramo zavedati, da v resnici nismo razdeljeni in da delujemo skupaj. In hkrati se moramo pa tudi zavedati, da moramo od vseh vlad zahtevati, da delajo za socialo, da delajo za skupnost, da delajo za ljudi, da bo takih akcij treba čim manj in da bomo vsi živeli dostojno življenje. No, Peter Rupar pa je v zadnjem času tudi v meni posnel kakšen video in jaz sem se odločila, da bom naredila to, kar vedno naredim z bulji, šla bom na sodišče.